snemam za tak en dan zma. Ta vlakar. Javno. Ali zved, ne se reč, ali zved. Srečanja oblikujejo prihodnost. To je napisano tukaj. In ta bunkico sem dobila na mreženju BNI od Vlaste Mlakar. Ponavadi Slovenci so bolj zaprt narod. In zato, da začnejo zaupati nekomu, še posebej tujcu, rabijo res več časa. Meni pa Vlasta je takoj se odprla. Mislim, sva imela dobre človeške pogovore. Ona zaupala je mojemu delu, pomagala meni, svetovala. In sem si želela nekaj narediti za njo, da bi tudi svojo strani njej zahvalila za njen čudovit odnos, prijazen odnos. In na tak način sem naredila ta filmček. Skupaj z njenimi prijatelji in partnerji, ampak mislim, da vsi poslovni partnerji Vlaste postanejo njeni prijatelji, ker ona ima tako toplo srce, da ne moreš biti samo v poslovnem odnosu z njo. Če še ne poznate osebno Vlasto Mlakar, toplo priporočam se naročiti in slediti njenim socialnim omrežjem, ker pogosto pove kako dobro informacijo, kako idejo in če znate ni samo poslušati, ampak tudi slišati, kaj ona govori in tudi brati med vrsticami, lahko si dobite veliko izkušnje, veliko znanja, pa tudi nek kar drugi pogled na svojo situacijo. Zgodila se je 19. julija pred 60 leti in lahko rečem, da sem izredno hvaležna, da sem se rodila v eno družino ljubezni in srčnosti obeh staršev. In to sem vedno čutila. Ves čas, tudi kasneje, ko sem odraščala, šla skozi različne poti v življenju, je bila vedno ta podpora, karkoli bi lahko storila, vedno sem vedela, da lahko pridem domov. In to je največ, kar lahko starši dajo otroku, tisto varnost in to, imaš svoj dom, tukaj je tvoja baza, tukaj je tvoj temelj, če kaj rabiš, pridi. Tukaj smo. Hvaležna sem zato, ker sta nekako bila kot ena stebra, nikoli se nista vtikovala v moje odločitve. Povedala sta svoje mnenje, pustila pa hkrati ali pa spodbudila, da sem se sama odločala. Zelo zgodaj sta mene, pa tudi sestro, dve sva, usmerila v šport, ker sta bila oba dva športnika. Mama in oče, različne zgodbe, odbojka, košarka, plavanje, smučanje, še kaj bi se našlo. Tako da sem tudi jaz, niti nisem imela 5 let, ko sem stopila na smučke. In to je bilo v tistem času revolucionarno, ker je malo ljudi. Zdaj, ne vem, kdo se spomni, moja generacija, ko smo imeli smuči, ki so imeli take usnjene paske čez. Niso bili plavi pancerji, so bili eni taki gojzari. Ampak dali so nas na smučke. In iz tega se je potem zgodila tudi ta moja, rekla, smučarska pot, da sem zelo kmalu, ali pa pozno mogoče tudi, mogoče na nek način pozno, sredi osnovne šole se vključila v tekmovanja. Takrat so bile zime bogatejše s snegom, imeli smo notranjski pokal. Če si na notranjskem pokalu bil najboljši, si šel na republiško tekmovanje, in če si imel to kvoto, si šel na državno tekmovanje, tudi v Jugoslaviji. In jaz sem imela to srečo, da sem lahko šla skozi vse te zgodbe in tudi dosegla nekatere uspehe, na katere sem ponosna. Sem tudi učiteljica smučanja in sem potem pravzaprav že pri 14 letih so me prosili, če grem učit, in sem učila več kot 30 let, lahko bi rekla 40 let učila smučati. Veliko let Smučarski klub Snežnik, Ilirska Bistrica, in potem tudi Smučarski klub Portorož, in pa veliko tudi individualnih učenj. In to je bila ta moja glavna športna zgodba. Vmes je bila seveda tudi košarka, tudi atletika. Zgodbe so me potegnile in mi je bilo vedno všeč, ker je pač družina bila v tem športnem duhu vzgojena in tudi to mi je dala.
kam naprej v šolo, ko ne veš, si šel ponavadi v gimnazijo. In sem šla v gimnazijo, ampak kaj pa potem? In spomnim se, ko sem končala gimnazijo, zelo me je na nek način sodna medicina nekako pritegnila, ampak potem rečem, študirati medicino, študirati še pravo hkrati. Mogoče sem bila malo lena. Ne vem, nisem potem začutila in ne vem, zakaj sem se odločila za ekonomijo. Ampak nobeden od staršev ni ekonomist. In sem šla študirati ekonomijo. Prvi stopnji zaključila tudi z diplomsko nalogo. Vedno mi je bilo, hotela sem nekaj uporabnega dati in sem dala naslov prostorske razvojne možnosti obalnega turizma. To je bilo leta, zdaj se spomnim, ali je bilo 85, ne, malo še prej, 83. In takrat sem že govorila o tem, kako je ta tunel, ki je med Izolo in Koprom. In kaj narediti na tej obali, ki je obala, ki včasih je bila cesta, in res hvaležna pokojnemu profesorju Planini, starosti turizma, kako me je znal usmerjati, da sem naredila eno tako tudi uporabno nalogo. Moja pot je bila tako zelo različna, lahko vedno, že ko sem štipendijo iskala, sem rekla, dobila sem enih par ponudb štipendije zaradi mojega uspeha in pa sem spraševala mamo, od koga ne vzamem, ne? Recimo je bila štipendija od ene banke, rekla, glej, morala boš računovodstvo, plani, analize, ne, to mene ne zanima. Potem sem dobila od občine, je rekla, ja spet, finance, računovodstvo, plani, analize, ne, tega jaz nočem. Potem je bila lesno-kemična industrija Lesonit, Ilirska Bistrica in grem kadrovsko in rečem, a lahko jaz vzamem smer turizem? Ja, vzamete, kar hočete, ni problem. In sem vzela smer turizem. In sem to naredila. In potem, ko sem šla delati strokovni izpit, včasih smo še delali strokovni izpit, jaz sem si želela, da bi prišla na področje notranje trgovine, takrat je bila zunanja trgovina, ker je dinamično in to. Šla sem v plani in analize, šef je bil vodja računovodstva in ni mi bilo všeč. Ja, same številke, tiste velike plahte, ni bilo še računalnikov, jaz sem vedno želela turizem. Imela sem priložnost, dobila sem zaposlitev v Dalmacija Turistu v Ljubljani, turistična agencija. Odlično, super. Začela sem kot referent, kasneje je bila tudi direktorica. Dalmacija Turist je druga največja turistična agencija v sklopu Jugoslavije. V vsakem glavnem mestu, Ljubljana, Zagreb, to je bila ena agencija. Center je bil v Splitu, ogromna flota katamaranov, avtobusov, ladij, res bogata družba. Mi smo imeli tudi 1, 2, 3, 5 duty free shopov. In na koncu sem bila tudi direktorica, zelo mlada, te celotne agencije. Žal je prišla vojna in smo mi nekako tudi namenoma zaprli, ker bi samo životarili. In potem zgodba pomoč enemu kolegu, Hoteli Palace Portorož, sedanji Life Las, razpiše prosto delovno mesto, planer analitik. Vedno rečeš, vrni se, oddelaj svoje, če ti je nekaj namenjeno, oddelaj. In spomnim se misli enega mojega profesorja z gimnazije, ki je rekel, ko stvar sprejmeš, šele takrat lahko napreduješ. In jaz sem prišla v tisti plan in analize, bila sem v službi informatike, direktorica, moja šefica informatike, je ženska, ki je bila zelo odprta. Ona je prinesla, Uniform System of Accounts, sem rekla, ime je bilo Nadja. Rekla, Nadja, to ni stvar naša, glej, drugi ne morejo, ne poznajo. Pa sem to delala. Pa smo delali šifrante, pa je bilo razne stvari. Tudi pomagala sem eni zdravnici, ko je pripravljala specializacijo v termah. Imela sem en tak dober odnos, delala stvari tudi preko svojega delovnega časa, ker sem bila radovedna in to je potem pripeljalo, da kot planer analitik, to je dobra služba, sem potem ugotovila, ker imaš pogled v vse sfere
In ko so iskali direktorico Term Palace Portorož, je od 8 članov kolegija 7 reklo, da bi bila jaz primerna. Ker tudi v moji letni oceni razgovora je moja takratna direktorica rekla, primerna je za delo z ljudmi, zna delegirati, zna organizirati. In tako se je zelo kmalu začelo, da sem prevzela mesto direktorice Term Palace Portorož, neizmerno uživala, 60 ljudi, zdravniki, fizioterapevti, maserji, imeli izjemne rezultate. Delala sem potem še v marketingu in dobila sem povabilo, če bi prišla v Ljubljano. Iskali so vodjo projekta Hotel in kongresni center Mons, sedanji hotel Four Points by Sheraton v Ljubljani. In pripravila sem celo nalogo, ampak ko sem oddala, delala sem po načinu project managementa, jaz sem rekla kolegu, ki me je pripeljal, veš, jaz tega ne bom. On je bil že junior project manager, je rekel, si ti nora, jaz bi ubijal za tako nalogo. Res, projekt vreden 18 milijonov evrov, 80 čisto nova platforma, lastnik, gospod Andorič, človek, od katerega se ogromno naučiš, zelo zahteven, ampak če zdržiš, ogromno tudi dobiš. In jaz sem veliko dobila, nisem ostala, vleklo me je naprej v druge zgodbe in dobila sem ponudbo za Terme Dobrna, postala vodja hotelske in zdravstvene dejavnosti, 130 zaposlenih, od komplet, recepcija, gospodinjstvo, kuhinja, strežba, do celotno zdravstvo, spet zdravniki, fizioterapevti, maserji, izjemna ekipa ljudi, izredno sem uživala, naredili smo dobre zgodbe, bili smo zelo povezani, ponosna sem vse, kaj smo tam naredili, ampak spet življenje pelje dalje. Bila sem potem še tudi članica uprave Sportina turizem, ki se je osnovala na Bledu, 4 hoteli, Ribno, hotel Krim, Vila Prešeren, Vila Bred, spet ene izjemne zgodbe. Ves čas sem pa tudi delala nekaj kot zunanja svetovalka, posebno na kakšnih projektih. Tako da kar veliko zgodb, zdaj pa že kar nekaj let, samostojna pot, samostojno imam svoje podjetje, svetujem ljudem. Nekako sem podpora za ljudi, ki želijo spremembo, ki so mogoče izgubili energijo, ki rabijo to podporo, da dvignejo kvaliteto svojega zdravja ali sploh pozdravijo nekatere situacije in zaživijo v tej harmoniji in v ravnovesju. In dihamo. In s tem odpiramo se, limfa sproži, zaokroži, strupi grejo ven iz telesa. Naslednji udarec bo stegna na dlan, na stegna. In se malo udariš na notranjo stran stegen, udari s celo dlanjo. Vlasto sem spoznal nekega decembra leta 22 ali 23 celo v Mariboru. Bilo je jutro, spomnim se tega dogodka kot, bom rekel, zelo pozitiven dogodek, ki se mi je zgodil. Pa ne samo to, da sem njo spoznal sem, bom rekel, njen način razmišljanja. In predvsem odprtost, toplino, ki jo ima v sebi, in pa, bom rekel, pripravljenost pomagati drugim. To sem začutil v prvem stiku, kar ježi se mi koža. Zakaj sem to začutil? Zato, ker je, bom rekel, ko sem ponudil možnost, da poglobim našo diskusijo na tem srečanju, se je odzvala velika skupina, ki je ona pripravila. In v tem trenutku sem jaz začutil, poglejte, našel sem sorodno dušo, ki me, bom rekel, navdihuje in me pomaga pri tem, kar sam počnem. Z svojim znanjem, seveda, s svojo pripravljenostjo in predvsem z njeno toplino. Vlasta je za moje pojme zelo topel človek in odprt človek. Lahko se veliko naučim od nje. Nisem še ponudil vse te priložnosti njej, da mi več stvari ponudi, vendar bo za to čas. Ko bo primeren čas, ko bova skupaj na jadranju, bom takrat črpal od nje. Verjamem, da se bo to zgodilo en dan. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje.
Če iščemo izgovore za nekaj slabega, lahko rečemo genetika. Ampak genetika je 30% našega zdravja, 70% je pa vpliv okolice, vpliv prehrane, vadbe. In zato je to dobra novica, da mi pravzaprav imamo vpliv na naše zdravje. Tudi če so naši predniki bolehali za kakšno boleznjo ali imeli določene izzive, mi lahko z načinom življenja to spremenimo. Jaz zelo rada gledam na zdravje celovito in postavim si, da imamo 2 zunanja stebra, 4 notranje stebre zdravja in če sledimo temu, potem je nekako, kaj lahko jaz rečem, uspeh ali pa cilj, ki ga si zastavimo, dosežen. Zdaj, kateri so ti stebri? Če so zunanji stebri, je okolje, v katerem živimo, je tudi družba, v kateri smo, v kateri se gibamo. Jaz se več osredotočam pri mojem delu na 4 notranje stebre. Danes bi se rada bolj osredotočila na fizično telo. In v fizičnem telesu je zelo pomembno prehrana, vadba, počitek in hidracija. Stres v našem telesu, kolikokrat se prikrade. Kaj je razlog temu? Lahko so skrbi, lahko nas je strah, lahko imamo kakšne obveznosti in stres se kar nalaga v naše telo. In ko je veliko stresa, je telo v napetosti. In takrat si kot zablokiran, včasih niti koraka naprej ne moreš narediti. Včasih se to največkrat zgodi, oziroma zgodi se v službi in takrat iščeš rešitev, ampak rečeš, saj ne obstaja, kaj naj sploh naredim, tam se mogoče med sodelavci, lahko se umakneš v drugi prostor, lahko greš na WC. Včasih je stres, ko si v družbi ljudi, mogoče v kakšni restavraciji, pa spet rečeš, kaj naj naredim? Ok, ne moreš iti v drugo restauracijo, lahko pa greš v WC, lahko greš ven za hišo. Pomembno je, da poskrbimo, da stres gre ven iz našega telesa. In to naredimo eno tako čisto preprosto vajo, da začnemo sproščati naše telo. Najprej začnemo s prsti. Tresemo samo prste, nič drugega, stresemo. In hkrati, ko se prikradejo kakšne misli v naše telo, ki prihajajo, ok, samo hvala, da ste prišli, nič ni narobe, ampak pojdite dalje, jaz ne rabim. Gremo z zapestji, vrtimo zavest zapestja, vrtimo roke in stresamo s prsti. Gremo s komolci, naše komolce, ostalo telo je čisto v premieru. In sproščamo in hvala za misli, pojdite dalje, danes ne hvala. Gremo z rameni, ramena tudi stresamo in počasi gremo v celo telo. Lahko rahlo poskočimo, lahko tudi levo, desno. In ko nimamo stresa, je naše telo v večji radosti in takrat se prikrade nasmeh na obraz. In tudi mi si dajmo nasmeh. Če bi to počeli sredi pisarne, bi se nam vsi smejali in tudi mi bi se nalezli tega smeha. Zato tudi, če smo sami, nasmeh na obraz in umaknimo stres iz našega telesa. Moja zgodba v BNI-ju. Ko sem prvič slišala za BNI in bila povabljena na en tak dogodek, sem seveda, ker sem radovedna in raziskovalka, takoj šla. Odlična energija je bila, veliko izmenjav poslov, ampak sama nisem vedela, kaj naj s tem počnem. Ampak nisem ustavila pri tem, da sem rekla, to ne funkcionira, ampak ne gre. Sem pa poklicala eno takrat še znanko, danes dobro prijateljstvo, kajti BNI resnično povezuje in lahko tukaj najdeš tudi veliko dobrih prijateljev. Jo pokličem in rečem, veš, to ni zame, mogoče pa je to nekaj zate. In je šla na ta sestanek, takoj se je priključila skupini in je ostala v tej skupini. Minilo je nekaj let in potem je moj mož se odločil, da bi vstopil v BNI s svojim podjetjem, kajti bila ena skupina, ki je delovala mednarodno. Prosil je mene kot direktorico tega podjetja, da sem zastopala, ampak
ni bilo to čisto moja stvar. Dejavnost, katera je v našem podjetju, je bolj možev dejavnost, ni toliko moja. Jaz se bolj vidim v zdravju, dobremu počutju in odločila sem se, da pa jaz tudi izkoristim to odlično orodje BNI-ja, da mi pomaga pri razvoju mojega posla. Zelo so mi pomagali nasveti članov BNI-ja, kako ne oblikujem svoje storitve, kako naj jih predstavim, promoviram, hkrati pa seveda skozi svojo mrežo, njihovo mrežo, sem lahko jaz prišla tudi do več posla. Tako da danes lahko rečem, sem hvaležna, da imam to, ne morem drugače reči kot orodje BNI, ki pomaga, da lahko pridemo do več posla, do več boljšega posla, do novih kontaktov in ker je moj slogan, da srečanja oblikujejo našo prihodnost, se lepo poklapa z tem, kar tudi delam. In srečanja mi prinašajo več posla, ampak ni vse samo v poslu. Je tudi možnost, da lahko opravljam svoje poslanstvo, svojo dejavnost, da lahko združujem ljudi, da lahko nekomu tudi spremenim kvaliteto življenja. Mogoče se to sliši malce predrzno, ampak je. Ko vidim, ko lahko človek odpravi situacije, ki jih ima z zdravjem, je to zame sprememba kvalitete življenja. Tako da imamo možnost, da tudi preko BNI-ja lahko povečamo svoj posel ali pa bogato bolj zaživimo svoje poslanstvo. In to še ni vse. Preko BNI-ja spoznaš nove ljudi in skejo se mnoga prijateljstva, posebne vezi. Preko BNI-ja lahko prideš tudi do izobraževalnih vsebin, ker osebno rasteš. Tudi če ne slišiš vsega, lahko dobiš namig za kakšno dobro knjigo, za kakšen dogodek in lahko resnično narediš drugačno življenje. Spremeniš sebe in ko spremeniš sebe, je tudi svet bolj prijazen. Jaz sem Vlasto spoznala na enih mrežniških dogodkih in sva v bistvu zelo hitro postale zelo blizu. Mene najprej moram povedati, da me je navdušila njena inteligenca in njene izkušnje. Takoj zatem pa to, kako zelo pripravljena je bila vse te svoje bogate izkušnje deliti z nami, ki smo jih imeli toliko manj. Je ženska visokih standardov in pa izjemno velikega srca. Ženska, ki vedno pomaga, če potrebuješ, z nasvetom, s storitvijo, ki jo ponuja, z izdelki, ki jih pozna. Midve sva preživele ure in ure v pogovorih, ki so se začeli z eno čisto tako stvarjo, nepomembno, pa so se razvili v globoke življenjsko pomembne debate. Tako da sem izjemno hvaležna, da jo poznam in jaz bi jo prvošla vsakomur malo. To se pravi, vsakomur, ki se znajde na neki točki življenjski, ki potrebuje preboj, ki potrebuje premik naprej, je Vlasta tista, ki bo znala to na zelo mehak način skomunicirati in dati izjemno dobre nasvete. Hvala. Lahko pa jaz te vprašam, kaj pa boš ti, Miha, ponudil in potem ti samo odgovoriš, če ti je tako boljše. Ne, sedno rabiš tega vprašanja dati lepše. Če ti nekaj poveš, pa jaz povem. Ja, ok. Z Vlasto sva se spoznala preko BNI-ja, pristopila v našo skupino. Kmalu sem začutil to njeno močno energijo, kaj se tiče želje pomagati in tega puša. Po ena sestanku bi rekel, sem začutil to njeno znanje in o zdravju, dodatkih ter tudi telovadbi. Rad delam sam na preventivi, zato sva hitro našla skupne točke. Predlagala mi je tudi ta O-Life, jem ga preventivno, skupaj z ženo ga jeva. Verjamem, da mi da nekaj energije, seveda pa, ko nekatere stvari jemlješ preventivno, sigurno malo manj rečeš wow efekta, ampak na dolgi rok pa je sigurno v redu, ker današnja prehrana je, kako bi rekel, okrnjena z minerali, vitamini in vsemi temi stvarmi. Teda taki osnovni in močen prehrambeni dodatek bi priporočal
Sem pa seveda proti, ne vem, 22 različnih stvari, da naenkrat jemo, ne, da se res koncentriramo na enega res dobrega, da pozdravimo te vnetja v telesu, potem pa verjamem, da veliko stvari samo zgine. 1. mesec, 2. mesec, 3. mesec, 4. mesec, nič se ni zgodilo. Ampak je rekla, vem, da moram vztrajati. In po 1 letu je ona vse tablete umaknila, ker je telo se toliko ščistilo, čisto odvisno od situacije. Ja, spet smo tam, ne? Kdaj lahko pozitivno razmišljaš? Da nekaj razmišljaš na silo, samo think positive, v tebi pa vre, nima smisla. Jaz si želim, da smo najprej povezani s svojo notranjostjo. In če tukaj ne najdemo miru, najprej poskrbimo za zdrave temelje in potem šele lahko pozitivno razmišljamo. Bolj bi se kot to, da bi dala sporočilo, razmišljaj pozitivno, dala fokus na hvaležnost. Da se vsak dan zahvališ za nekaj dobrega. Pri hvaležnosti zelo težko boš napisal v dnevnik, jaz tudi pišem knjigo hvaležnosti. Začela sem jo pisati leta 2016. Takrat sem tudi spodbudila našo družino, da so pisali noter, kar mi je nekaj ostalo. Najmlajši sin takrat je imel niti ne 10 let. In njegova prva misel je bila, zapis, hvaležen sem, da sem živ. Naslednja, mogoče čez dan, ja, pisali smo vsak dan, zelo veliko otrok je bilo bolnih in niso mogli priti v šolo. On je tudi treniral in judo, nogomet, akrobatiko in je napisal, hvaležen sem, da lahko treniram. In to je tisti fokus na pozitivnost in hvaležnost za nekaj, kar lahko počneš. Gremo na vožnjo. Imaš možnost, da te nekdo pelje oziroma prostofer odpelje ali v trgovino ali k zdravniku, mogoče na banko, kamorkoli je, da si star 65 plus. To je Zavod Rast. Dan. Dober dan. Če gospa za tukaj od spodaj se podpiše, najkliničnejše pa tukaj naprej. Nasvidenje. Vi samo eno čačko mi date tukaj. En podpis, da vas jaz peljem. Kdo ste pa vi? Jaz sem pa spremstvo. Odlično. Kaj bi bilo, če ne bi imeli prijateljev? Ja, pa moram imeti spremstvo, so napisali. Malo z veseljem. Jaz vas nekaj vprašam. Z mano je Nadja. In ona snema. Ali vas moti, ker ona mene snema? Samo vlastno snemam. A vas moti? Ne, Če me ne, snema? ne. Sam da mene ne. Ne, vas ne, samo vlastno. Okej, Tukaj nič okej. se ne vidi, Jaz samo moram vlastno. zdaj dati. Ja. Nalih me je spraševala Nadja, mislim, da 1-2 leti, več ne. Ja. Nisem zelo pogosto. Vi pa koristite to že dolgo? Nikoli. A nikoli še? Prvič? Ja. Pol je za vas krstna vožnja. V svoji zgodbi ljudje vse preveč so noter, pedi ven, pedi v svet, razširi se svet. Če je bil tvoj svet, do zdaj tvoje stanovanje, tvoja hiša, pedi ven, v mesto, spoznaj ljudi, vse ni potrebno, da jih poznaš, jih boš spoznal. Jaz se spomnim, ko sem šla v Ljubljano, pa me ena kolegica rekla, jo v Ljubljano greš, jaz sem živela na obali, jaz nobenega ne poznam, sem rekla, jaz tudi ne. Ampak potem, ko sem šla na projekt, sem spoznala 80 čudovitih ljudi. In potem to te bogati. Najprej sem hvaležna, da jo poznam. In to njeno sporočilo, da srečanje oblikuje našo prihodnost, je v resnici zelo res in ona to tudi živi. Midva se poznava še z drugih poslovnih zgodb, kar kakšne 10 let nazaj in več, kjer sva skupaj se ustvarjali v nekem drugem okolju, v drugih razmerah in že takrat so se nekako začutile in ta povezava je ostala še do danes. Se je pa zelo razširila, tako kot sva bili prej poslovno, zdaj sva bolj osebno povezane. In nekaj, kar lahko rečem, je sigurno to, da bi Vlasto dala v šopek 2-3 oseb, ki jih zelo močno cenim in zelo občudujem. Zakaj? Zato, ker Vlasta je zelo jasna v svojih načelih, zelo ima izdelano mnenje
in zna to tudi utemeljiti in podpreti. Drugič, po principih, ki jih uči, tudi sama živi. In ta drža njena je skozi moje oči 100%. In to njeno disciplino, kar se tiče vad, kar se tiče prehrane, načina življenja, jaz bolj discipliniranega človeka ne poznam. In jo občudujem in vsakič znova sem vesela, ko imam bolj jaz čas, no, da se druživa, da se pogovarjava, da deli svoje bogate izkušnje, svoje poglede na svet, tudi drugačne vidike, ki so meni mogoče še nepoznani, in skozi njo spoznavam nove okvire življenja. Pred 3 leti oziroma 2 leti sta naju z možem povabila, njen mož in moj mož smo skupaj bili tudi na jadranju in sta nama dala en vpogled v drugačen način življenja, v nove izkušnje, za kar sem ji tudi neizmerno hvaležna. Tako da res sem vesela, da jo poznam, in kjer je prilika, jo vključim, jo povabim, se srečava, rečeva kakšno in se razumeva, kadar časa kdaj ni. In vedno misliva tako najbolje ena za drugo, in tudi če sva fizično daleč narazen, na nek način je vlasta skozi menoj. Dugovječnost, a što je bolji primjer za dugovječnost nego je maslina. Znači, vratimo se sebi, slušajmo sebe, I vratimo svoje se prirodi. Vratimo se Jer prirodi. mi smo Dio prirode. Včasih mene tudi nekateri vprašajo, ampak kaj si pa ti misliš o zdravilih, ki jih dobimo, lekarna pa to. Prva izbira je, poskusi na naraven način. Potem šele poglej. In preden se odločiš, to je moje stališče, poglej kontraindikacije. In najboljše vaje za stabilizacijo našega telesa so plenki. In mene so včasih klicali tudi plank lady. Zakaj? Ker sem vedno in vse povsod, če je bilo potrebno, pokazala, kako se plenki delajo. Zato vas vabim, da začnete s plenki. Ne bomo pretiravali, ker ni pomembno dolžina, ki plenk se izvaja, ampak pomembno je, da so različni, da imamo čim več raznolikosti v naših plenkih. Nekdo reče, ampak ne zdržim niti 10 sekund. Nič narobe, malo drugače je, ampak danes 10 sekund, čez teden dni 20, čez 3 tedne 30 sekund in po mesecu dni garantirano 1 minuta plenkanja je čisto naša. Ampak začnemo počasi, z malimi koraki. Spustimo se elegantno navzdol v eno lepo mizico. Spustimo naša stopala, podihamo. Stegnemo eno nogo, drugo nogo in poravnamo naše telo. Zelo pomembno je, da imamo dlan pod našo ramo, da je v lepi liniji. Pomembno je, da je glava, ramena, naš hrbet, naši boki, noge in pete, da so v lepi liniji, da ne spuščamo se navzdol, da ne delamo strešice, ampak držimo. Močno stisnemo ritko, stisnemo trebuh, pogled navzdol in dihamo. Meni je nasplošno všeč ta njena energija, ta njena zagnanost, vsestranskost, zelo rada pomaga ljudem. Se spomnim, ko sva se srečale prvič in je prišla sem k nam v salon. In takrat je delala, pač risala in pomagala in pisala, kako bi jaz lahko izboljšala svoj življenjski slog, svoje življenje. Ja, vesela sem, da jo poznam. Zdaj, wellness je dobro počutje, ne? Ko rečeš, grem se malo razvajati v wellness, ker mi v Sloveniji, pa tudi po svetu so wellness centri. In takrat, ko se greš razvajati, ostaneš kot ti je, se uležeš, če spiš, spiš, če ne, ne, greš v bazen, plavaš, greš na kakšno masažo, mogoče nego obraza, ješ, lik si privoščiš vse, samo postrežnega zajtrka, ker moraš itak vse probati, ker doma tega ne kuhaš, ampak ni poanta v tem, ampak v bistvu se razvajaš. Ko pa govorimo o healthnessu,
Jaz žal ne znam slovenske besede, ki bi tako lepo to kot angleška pomeni, pove, ampak health, se pravi zdravje, je na prvem mestu in fokus je na zdravje. Nes pa izhaja iz wellnessa, iz fitnessa in to. Se pravi, vse, kar počnemo, počnemo zato, da je naše telo dobro, da smo zdravi. Ne razmislimo, ne, ko imaš recimo na zajtrku, ne vem, a bi najprej pojedel, ne vem, en kup sladkarij in vsega, čokolade in vse, ali boš raje izbral stvari, ki te podprejo v smeri zdravja. Ko greš na bazen, ja, vse se tudi razvajanje je, ampak vseeno boš naredil malo več, boš plaval, zato ker je za zdravje. Ko greš v fitness, okrepiš svojo mišično maso, zato ker je to zdravje. Vse, kar je v smeri zdravja. Ampak zdravje ni samo fizično telo, je tudi dobro razpoloženje, je tudi nasmeh in zato jaz dodajam srečo, ljubezen, energijo, čustva, ki nas naredijo, da smo zadovoljni, ampak kdaj smo mi srečni? Dejansko smo srečni, ko smo zdravi. Od glave in stresamo navzdol. Dvigujemo. Recimo nekdo reče, ne morem iti v naravo, mogoče ima kakšno oviro, mogoče ga zdravje blokira, mogoče je predaleč, nima dovolj časa. Tudi glasba je frekvenca. In ko si najdemo pravo glasbo in naštimamo pravo frekvenco, enako pozitivno deluje na naše telo in si lahko naše misli umirijo. Kako lahko skrajšamo pot, da najdemo svoj ikigaj? Vzeti si moramo čas, pa poslušati se. Poslušati in mogoče ena taka čist prva, osnovna stvar, kaj bi počel, če tudi ne bi nikoli bil za to nič plačan. To je taka čisto preprosta. A bi še vedno, ne vem, jaz svetovala ljudem s prehrano, z gibanjem, z mindsetom, jih spodbujala, jim dala podporo, če tudi za to nisem nagrajena. Absolutno ja. Tako da danes bomo pogledali, kje se lahko opolnomočimo, kje dobimo svojo moč in znanje. Поэтому сегодня мы посмотрим, где мы можем себя усилить, где получить знания и силу. Za uvod pa ena taka dobra misel Hipokrata, Для начала хорошая мысль Гиппократа, который говорит, če telo ni dobro prečiščeno, bolj ko ga hranimo, več škode lahko povzročimo. In organizem v sebi nosi zdravnika, to smo mi, samo pomagati mu moremo. Torej, srečanje oblikujejo prihodnost. Z Vlasto je malo drugače, vedno. Hvala lepa tebi, Vlasta, za tvojo pomoč, za tvojo podporo skozi vsa ta leta. Sem ti res hvaležna in upam, da ta film je bil zate ni le toplim presenečenjem, ampak tudi prijetnim in nekim dobrim darilom iz moje strani.